Tako tisti prebivalci v naseljih, kjer so ti stolpi že postavljeni oziroma se načrtujejo, smo zato, da jih postavijo izven naselij, torej nismo proti postavitvi GSR postaj za železniški promet, ampak smo zato, da jih postavijo ven iz naselij, predvsem zaradi tega škodljivega sevanja, ki je precej močnejše, kot so pripravljeni priznati. In te tuje študije dokazujejo, da vplivi na zdravje niso tako zanemarljivi, kot želijo pač v Sloveniji predstaviti, ker v Sloveniji sploh še ni takih študij. V tujini pa so ugotovili, da vplivajo zelo močno na telesne funkcije. Tukaj imam napisano na plakatu, recimo, kakšni so učinki: glavobolje, rak, motnje spanja, vrtoglavica, hormonske motnje, težave lahko tudi med nosečnostjo, recimo. Kar nekaj teh vplivov je in dejansko se ti vplivi pojavljajo pri tistih ljudeh, ki živijo nekje od 100 do 1 kilometra od bazne postaje. Teh baznih postaj je vse več po Sloveniji in tudi ne samo za železniški promet, ampak tudi ostalih. In mislim, da bi bil čas, da bi se tudi v Sloveniji te stvari raziskale in da bi se poiskalo način, da se čim manj vpliva na zdravje ljudi. Torej, da je kompromis, da za vse sprejemljiv. Konkretno pričakujemo danes od ministra, da se bo odvijalo v to smer, da se postaje postavijo, oziroma stolpi postavijo izven naselij. Zavedamo se, da modernizacija železnice tudi v Sloveniji izvaja. V tem primeru izvajajo modernizacijo komunikacijskega omrežja. Komunikacijsko omrežje po Evropi že izvajajo nekaj let, v Slovenijo pa so začeli izvajati v letu 2014, nekje maja meseca. Oni uvajajo in modernizirajo, nadomeščajo analogno omrežje z digitalnim omrežjem za komuniciranje in vodenje vlakov na daljavo preko GSMR oddajnikov. Ta projekt financira tudi v dobri meri Evropa. Gre se za preko 100 milijonov evropskih sredstev. Projekt je vreden vsaj, tako kot je bilo govorjeno, okrog 120 milijonov plus DDV. Vendar ta projekt so začeli izvajati zelo neprimerno. V letu 2010-2011 so izdelali študije, novelacije vsega tega. Noter v teh študijah so opozarjali na vse negativne vplive uvajanja digitalne tehnologije, ampak vseh teh študijev niso skoraj nič, tako rečemo, upoštevali. V teh študijah opisujejo noter prvo degradacija okolja, vplivi na okolje, kot so morebitno sevanje, škodljivo na zdravje, kot pravi degradacija krajine, razvrednotenje premoženja, stavbe, objekti, ki so v neposredni bližini teh anten, so popolnoma razvrednoteni. Potem je tukaj še šumenje vetra. Potrebno je poudariti udarce strele, osenčenje objektov in tako naprej. Tukaj nema kaj delati v sredini vasi. Pa zraven hiše, tukaj je moje, evo, to. Tu je potem ta železje pri oknu, tako kot Guantanamo. Nikoli več ne bom sonca videla, ko vam tukaj spalnica pa dnevna soba. Čisto na mejo hočejo postaviti te stebre. Kako brez dovoljenja, brez vsega, oni so kar prišli za količel, pa da jo postavili. To ne grem kamor, ne. Noben te ni vprašal nič, oni pa kar... Tukaj je turistična kmetija, tukaj je cerkev, šola, trgovina, tukaj je naselje, kakor vidite. To mora iti, tako kot zahtevamo, 600 metrov iz naselja ven. Saj nismo mi proti železnici, mi imamo železnico radi. In prav je, da je. In ne se modernizira samo ne na takle način, brez tega, da bi povedali nam, kaj delajo. Če je dovolj drugih lokacij, kot lahko kam drugem postavljali. Ko smo prvo vprašanje, ki so gospodje postavljali količke, smo rekli, nič takega, to bo nekaj za varnost. Če za varnost pa prav, ne? In kako bo zdaj to vplivalo na vas, mislite? Ja, veste, teboj se tega zelo bojim. Sevanje. Ja, v glavnem mi tega nočemo v naselje, ker to vpliva na vse, na rastline, na ljudi in moramo gledati to za naprej. In mi bomo ustrajali do konca,
da ne bodo postavili in pika. Ta konvencija pomeni to, da naj bi imeli možnost tudi mi, navadni državljani, se odločati o zadevi, o kateri se govori, recimo, glede teh stolpov. In v tem primeru ni bilo tako? Nismo prišli do besede, oziroma nismo bili seznanjeni s tem, da bi sploh prišli v kontakt. Da bi lahko povedali svoje mnenje. V bistvu so postavili na najslabšo lokacijo, kar je možno. Imamo pa 2 rezervne lokaciji, ne samo, ker nismo prišli v kontakt s tem, da bi povedali svoje mnenje. Zato, ker je za njih tu najboljša lokacija, glede financ in teh stvari. V bistvu imajo zraven elektriko, cesto recimo, brez najmanjših problemov bi lahko tu gradili, oziroma so gradili. Če bi mogoče na teh lokacijah, kot mi predlagamo, bi mogoče imeli malenkost več težav, ampak ne veliko. Zato, ker so tudi te lokacije dosti primerne. Pozdravljeni, gospod minister, spoštovani, veselje, da ste nas prejel. Radi bi vam izročili te podpise, ki smo si z veliko moko zbrali 3430 prebivalcev, ki živijo v spornih lokacijah baznih postaj, v pričakovanju, da se danes dogovorimo za rešitve, ki bodo sprejemljive za obe strani. Lep pozdrav, gospod minister, iz Zveze ekološke gibanja. Samo še tole dodam, da se želimo, da na področju zakonodaje tudi naredimo premik naprej, predvsem na področju neioniziranih sevanj, tako pri bazno-antenskih postajah, pa tudi pri daljnovodih so veliki problemi in upam, da bomo v letu 2015 te probleme uspešno reševali. Torej, nič ni narobe, da se država, tako kot Evropska unija, končno odločila, da bo modernizirala železniško omrežje. Zelo nepravično in dejansko podcenjujoče do ljudi pa je dejstvo, da o teh posegih v gradnji okoli 250 baznih postaj niso bili prebivalci obveščeni, še manj pa, da bi imeli možnost, da bi sodelovali pri določeni mikrolokaciji. Sodobne študije, predvsem skandinavskih znanstvenikov na področju medicine in biologije, pa tudi ostale študije vse bolj dokazujejo to, da je elektromagnetno sevanje škodljivo za zdravje in tudi za organizme živali. In najmanj, kar bi država morala pri umeščanju baznih postaj v železnici storiti, je to, da so bazne postaje absolutno 500-600 metrov najmanj oddaljene od naselja. To je pravzaprav tudi ustavna zaveza, da po 72. členu, da se vsem prebivalcem Slovenije zagotavlja zdravo življenjsko okolje. Bazne postaje so usmerjene proti tem osnovnemu ustavnemu okoljskemu členu. Prav absurdno je glede na Aarhuško konvencijo, ki zagotavlja prebivalcem ne samo dostop do podatkov, ampak tudi, da se vpliva na odločitve, na planiranje v bivalnem okolju, kjer živijo, da se to osnovno, bom rekel, Aarhuško načelo civilne družbe enostavno ne upošteva. In če je za vsako pasjo uto potrebno gradbeno dovoljenje, potem bi človek pričakoval, da za bazne postaje bo absolutno potrebno gradbeno dovoljenje, če pa bi bilo potrebno gradbeno dovoljenje, potem so pa prebivalci že avtomatsko vključeni v ta, bom rekel, postopek umeščanja baznih postaj. In tako je, bom rekel, osnovna pravica ljudi do obveščanja in sodelovanja pri posegih, ki so škodljivi tudi za njegovo zdravje, torej ta ključna pravica je pravzaprav kršena. Vsi ljudje, ki to načrtujejo, niso prišli lokacije pogledati v živo, ker je res v neposredni bližini stavb, tako da je stolp, če bi se eventualno v Kokvarju porušil, bi verjetno padel na hišo najbližjo. Bazni stolp v Domžalah je že postavljen v poletnem času in pa stolp moti bližnje stanujoče in nekateri celo tudi ne morejo spati, ker jih uvira, kljub temu, da še ni dokončna izvedba. Postavljen je pa nekje okrog 10 metrov od prve stavbe, sicer poslovne stavbe, ampak notri so tudi ljudje. Že sam
objekt kot tak, se pravi, nima nekega dovoljenja, občina ni vedela za to, kljub temu, da si se oglasil na uradu za infrastrukturo. Lahko bi rekel, da je to terorizem kapitala in kaj noter se bo še nahajalo na teh stolpih, je pa drugo. Nekje je tukaj dal neki ukaz, nekaj je podpisal v nevednost, naprimer okolje in pa ljudi, kateri tam živijo. Željo pa bi imel, da bi ljudje nekako glasno povedali, da tega ne potrebujemo. Sredi naselja so nam že postavili temelj za to bazno postajo in zdaj recimo nekje so zaustavljena dela, vendar vsak dan še strah občukujemo, kdaj bojo še dodatna konstrukcija pripeljati. Občina je na naši strani in s skupnimi močmi trudimo. Ko so začeli kopati, so rekli, ja, nekaj so nam naročali in moramo to narediti. To je bila edina informacija. Ministrstvo zagovarja, da je sevanje usmerjeno in da je toliko in toliko manj škodljivo. Tudi azbest je bil pred 50 leti top in tistega časa. Danes ga morajo odstranjevati posebne delavci, ki so posebno usposobljeni za to. Mogoče bo verjeten bo isto s tem. Danes ja, čez 50 let bo pa kaj? Bo pa ena sama bolezen. Prav bo farmacija služila, pa medicina. To je pa bistvo. Na današnjem sestanku pri ministru za infrastrukturo smo predstavniki 29 civilnih iniciativ delovno obravnavali peticijo, ki jo je podpisalo 3340 prizadetih državljanov, v glavnem ljudi, ki živijo ob baznih postajah, vključeno z zahtevami, ki so sestavni del te peticije. Osnovna zahteva ljudi na teh spornih lokacijah je, da se vse bazne postaje prestavijo izven naselij. Namreč obstaja velika nevarnost, tudi zaradi zakonodaje na področju telekomunikacij, da bo na teh istih antenskih stolpih čez leta vgrajenih morda več anten mobilnih operaterjev. To seveda poveča jakost sevanja in nevarnost sevanja, ki ponekod že zdaj obstoja zaradi številnih mobilnih postaj po mestih. Se bo to sevanje povečalo v nesprejemljive lahko obsežnosti. Po koncu sestanka lahko rečem, da smo relativno zadovoljni. Dogovorili smo se o načinu reševanja vseh spornih lokacij, od primera do primera. Dogovorili smo se za sodelovanje s civilnimi iniciativami, kar pomeni, da bomo delovali dalje. Dogovorili pa smo se tudi, da kontakte potekajo preko občin, ki so v glavnem tudi aktivne, že doslej. Ponekod pa tudi ne. Moram povedati, da v nekaterih občinah ta problem podcenjujejo in s tem podcenjujejo tudi strahove ljudi, ki niso neutemeljeni. Dogovorili smo se tudi za kontakte, dogovorili smo se za to, da strani civilnih iniciativ pripravimo osnutek pogodbe, ki bi dopolnjevala rešitve v konkretnih primerih na ta način, da bi se investitor pravno zavezal, da na določenih lokacijah, ki bodo morda preblizu naselij, ne bo nikoli inštaliranih anten drugih operaterjev. To zagotovilo pričakujemo in pri tem zagotovilo nameravamo vztrajati, posebno tam, ker odmiki ne bodo možni do 300, 400, 500 metrov stran od naselij. Ponekod je namreč tudi tehnično lahko problem, to razumemo,
Tako da na ta način pričakujemo strani investitorja in izvajalcev, da bomo našli skupen jezik za vsako od lokacij in da ta problem rešimo v skupno korist pravzaprav, kajti očitki na račun civilnih iniciativ, da smo zaviralci razvoja slovenskih železnic, enostavno niso naslovljeni na pravi naslov. Nismo zaviralci razvoja slovenskih železnic, želimo pa, da se interesi ljudi, strahovi ljudi upoštevajo in da pridemo do nekih rešitev, ki bodo sprejemljive za obe strani. Ministrstvo je že pred samim začetkom izvajanja projekta na občine, to je bilo 97 tangiranih občin, posredovalo informacije o samem projektu. Večina občin se na te predhodne informacije ni odzvala, dokler investitor ni pričel s samim delom. Investitor je pravzaprav, ko so na določenih lokacijah zaznali odpor, je z deli izvajalca naslovil dopis, da z deli prekine, dokler ne najdemo konsenza z lokalno skupnostjo. Takih lokacij je po Sloveniji bilo precej. Večino lokacij smo uspešno rešili, po tem ključu nameravamo tudi nadaljevati z Proteusom, ki je neke vrste nova inštitucija, ki se pojavlja v tem okolju pri postavitvi baznih postaj in sem prepričan, da bomo našli skupno pot. Jaz bi dodal samo še to strani in v imenu Zveze ekoloških organizacij, namreč v zvezi z baznimi postajami za slovenske železnice ostaja odprt problem tudi zastarele zakonodaje. Te aktivnosti vodi Zveza ekoloških organizacij, ki je določene aktivnosti že podvzela, pričakujemo pa od ministrstva tudi rešitve, predvsem v smislu novele uredbe o elektromagnetnem sevanju. So pa tudi drugi pravni problemi, ki morda zdaj ob tej priliki niti niso toliko relevantni, sploh pa ne pomagajo pri rešitvi teh konkretnih problemov, zato bo to naloga za področnost pravzaprav. Kako je mogoče, da vsak prebivalec Slovenije rabi gradbeno dovoljenje za vsako pasjo avto, država pa ne rabi nobenih dovoljenj za takšne posege v okolje, ki imajo takšne vplive tudi na zdravje ljudi? Gradbena zakonodaja in ostala regulativa določa postopke in način izvajanja gradbenih del. Krovni zakon, ki torej je zakon o gradnji objektov, po katerem se izvaja tudi ta investicija in investitor je pridobil vsa potrebna dovoljenja za gradnjo tovrstnega sistema. Tukaj je pomembna še določba zakona o varnosti železniškega prometa, ki pravzaprav omogoča izvajanje vzdrževalnih del v javno korist. In očitek na to določbo je samo v tem, da ta zakon med vzdrževalna dela uvršča tudi gradnje. In v tem je izvirni greh te pravne ureditve, ki pravzaprav to omogoča in investitorju danes, glede na veljavne predpise, ni mogoče očitati, da nekaj gradi v nasprotju s slovensko zakonodajo. To dobro vemo in to je dejstvo. Je pa res, da je takšna pravna ureditev neskladna z tako zvano Aarhuško konvencijo, ki pa zagotavlja po drugi plati sodelovanje javnosti v vseh investicijah, posegih v prostor, kadar gre za okoljske vplive. In to so tipični okoljski vplivi in tipične gradnje, ker bi ta vpliv moral biti zagotovljen, ampak vgrajen v zakonodajo in ni vgrajen. V tem je problem. Kar se tiče naše vloge, v sodelovanju z občinami pripravljamo neodvisno pravno mnenje, ki bo podlaga za ustavno presojo, vkolikor ne bomo našli rešitev za vsako od navedenih. Glede na to, da je bil to očitek, da je za vsak objekt, ki ima vplive na okolje,
potrebno vključiti v javnost. Za ta projekt je bila pridobljena odločba, da projekt nima vplivov na okolje. Je bila izdana odločba. Ja, se strinjam. Na podlagi te odločbe, zato govorim, da so pridobljena vsa soglasja za... Absolutno. V skladu z veljavno zakonodajo je projekt voden, tukaj ni očitka. Sklepi so bili, da bomo na vseh lokacijah, ki predstavljajo za civilno iniciativo kot sporne, dela nemudoma ustavili in jih reševali v konsenzu z lokalno skupnostjo, kar delamo tudi že do sedaj. Naslednji dogovor je bil, da bomo uredili pravno-formalni odnos, da se ne bi nameščala oprema komercialnih ponudnikov. Glede prelaganja stroškov občin pa je protivsokoljsko gibanje pripravilo nek predlog oziroma argumente, ki nam jih bodo posredovali, nam še niso znani, bomo preučili in zavzeli stališče. Je izhodišče za reševanje vsake konkretne te lokacije, teh 600 metrov? Te 600 metrov je ocenjenih strani investitorjev kot nerealnih. V podrobnosti nismo šli, zavedamo pa se, da bo treba sklepati kompromise, ki pa bodo morali biti podprti tudi z konkretnimi dokazili o morebitni škodljivosti ali neškodljivosti sevanja na določeni razdalji. Kaj več danes nismo uspeli, ker je to pač konkretno vprašanje vsake lokacije posebej. Kdo je pravzaprav izdal odločbo, da to ne posega v okolje in kdo bo sedaj v prihodnje to proučeval? Ker obstajajo študije po svetu, da to močno vpliva na zdravje človeka. Tudi je v bistvu ogromno. ICNIRP, to je mednarodna organizacija z področja elektromagnetnega sevanja. Oni vsako leto periodično spremljajo raziskave, ki jih potem validirajo, na podlagi teh raziskav določajo tudi mejne vrednosti. In države članice sledijo tem priporočenim vrednostim. In Slovenija je ena od držav, ki ima strožje zahteve, ker ločuje prvo in drugo območje. Razlika je pa tem, da prvo območje ima 10-krat nižje mejne vrednosti, ki jih mora investitor izpolnjevati. No, tukaj je treba dodati še nekaj. Naša uredba je iz leta 1996 in so nas v tem času prehitele nekatere evropske države, ker so te mejne vrednosti tudi nižje. In zahteva naša je, da poskušamo slediti naprednejšim evropskim državam, tudi pa zadeva mejne vrednosti elektromagnetnega sevanja. Kako pa odgovarjate na dejstvo, recimo, da to močno vpliva tudi na vrednost neke nepremičnine, če je v neposrednji bližini teh baznih stolpov? Torej razvrednotite premoženje ljudem, ki stanujejo v bližini. To je v bistvu pavšalni očitek. Mi vsi vemo, da se vrednost nepremičnine skozi čas blazno spreminja, sploh zdaj v času krize. Lahko to vidite tudi, kako je vrednost nepremičnine, ki nima bazne postaje ali pa ima bazno postajo, in je pa bazna postaja del infrastrukture in lahko gledate tako, da ima neka nepremičnina dobro infrastrukturno povezavo, vkolikor pa ne bi imela železnice, ceste, bolnice, šole, ima taka nepremičnina tudi lahko nižjo vrednost. Tako da pavšalnih ocen o vrednosti nepremičnine je zelo težko. Bi se vi osebno preselili v bližino baznega stolpa? Jaz živim v bližini baznega stolpa. Kakšno je mnenje obeh inštitucij v tem, da bi ta ionizirana sevanja upravljala neka neodvisna organizacija oziroma celo civilna iniciativa? Ja, zdaj obstajajo v bistvu akreditirane inštitucije, ki so zaprisežene in delajo po predpisani metodologiji. Mi nimamo nobenih težav, da bi vključili katerokoli akreditirano inštitucijo, ki je usposobljena upravljati tovrstne meritve. Če bi v primeru, da bi pač pridobili certifikate za... Postavljenih je 187 stolpov, problematičnih je pa v tem trenutku še nekih 12 stolpov.
Skupno število je pa 246 stolpov. Ampak nekateri še niso postavljeni. Ali od teh 187 stolpov so tu kakšne težave, ki so že postavljeni? Tudi. Koliko je teh? Na pamet ne znamo povedati. Kje menite, da ste storili napako? Po našem mnenju ni bila napaka nikjer storjena. Morda v premajhni komunikaciji z lokalnimi skupnostmi, oziroma mislim, da je bila ključna napaka v tem, da občine niso lokalne skupnosti obveščale naprej. Ministrstvo je ne glede na to, da mu zakon ne nalaga, da mora obveščati javnost po tem postopku, ki izvaja samo investicijo, je s 4 bi lahko rekli koncentriranimi informacijami obvestilo občine in prosilo, da obvesti svoje občane o nameravani investiciji. Bili dovolj strokovnih osnov, da lahko v Sloveniji premaknemo bazne antenske postaje, ne samo te v slovenskih železnicah, ampak po naših podatkih tudi 200 bazne antenskih postaj Simobila, Mobitela, Tuša postavljeno neprimerno v prostor in ko bomo ta problem rešili, bomo problem neionizirane sevanja rešili. Drug problem, ki ga bomo pa mogli reševati, je pa področje ionizirane sevanja, nuklearke in pa odlagališča, vendar to je že druga zgodba.